Vstopili smo v zadnjo tretjino meseca maja in če sklepamo po zadnjem tednu, je videti, da bo letošnje poletje precej vroče. Včeraj so dijaki zaključnih letnikov prejeli zaključna spričevala in sedaj sledi vrhunec njihovega šolanja, opravljanje mature in zaključnih izpitov. Želimo jim veliko sreče in še več znanja. Nocoj si oglejte. Ulična četvorka v Litiji. Osnovna šola Tončke Čeč praznovala 60 let. Obeležili smo dan čebel. Minuli petek je v 20 slovenskih mestih točno opoldne zadonela znamenita kvadrilja oziroma četvorka. Tako je bilo tudi v Litiji, ko so se dijaki zadnjega letnika gimnazije na simboličen način poslovili od srednjega šolanja. Ulična četvorka se zadnja 3 leta ni plesala zaradi znanih razmer, zato je bilo letos toliko bolj veselo in zabavno. Mlade plesalce si je ogledalo lepo število občanov, nagovoril pa jih je tudi litijski župan, ki je med drugim povedal. Vi ste dejansko res srebrni maturanti, namreč letos gimnazija Litija praznuje že 25 let svojega obstoja. In ste tudi maturantke in maturanti, ki ste spet prišli na Valvazorjev trg po 3 letih premora. Namreč, bravo! Res imate to srečo, ki jo niso imeli 2 generacije pred vami, ampak danes imate še tudi maturantski ples. Jaz vam želim res en lep današnji dan, pa tudi potem večer, pa brezskrbne počitnice in potem seveda naprej po vaših odločitvah, življenju naproti in seveda najboljšim odločitvam, ki so pred vami. Dovolite pa mi, da se vam zahvalim za te 4 leta, ki ste jih preživeli v našem mestu, dali res svojo vsebino in res hvala vam za to, kar ste v teh 4 letih doprinesli naši Litiji v srcu Slovenije. Srečno maturantke in maturantec! Trboveljska osnovna šola Tončke Čeč je te dni praznovala lep jubilej. Obeležujejo namreč svojo 60-letnico. Ob tej priložnosti so, kot se spodobi, pripravili kar nekaj različnih aktivnosti in prireditev, osrednjo proslavo v Trboveljskem delavskem domu, prav posebej za omenjeni rojstni dan pa so izdali tudi časopis Tončke in Tončki. Današnja prireditev ob 60-letnici osnovne šole Tončke Čeč je bila ena izmed, oziroma sklepna, zaključno dejanje v tem jubilejnem 60. letu. Naša šola je bila odprta 1. junija leta 1961. Sedaj bo kmalu slavila že 61. leto. Torej, to je bilo sklepno dejanje. Na prireditev smo povabili bivše zaposlene, bivše učence, sedanje učence in veseli smo, da so se odzvali predvsem tudi bivši naši zaposleni in povedali marsikaj zanimivih zgodb iz preteklosti, ki jih nismo bili še priča. Današnji dogodek smo pripravili malce posebno, a ne? Ni bila klasična prireditev, pač pa je bil film, ki smo ga posneli in predvajali, kaj vse se pri nas v šoli dogaja in kako ustvarjalni in inovativni so učenci naše šole. Vsi skupaj smo združili moči in veseli smo, da nam je današnji dogodek odlično uspel in da lahko praznovanje zaključimo v stilu. Med povabljenci je bilo tudi kar nekaj nekdanjih učiteljev in drugih zaposlenih, ki so delali na šoli, prav tako pa tudi nekaj predstavnikov prve generacije, ki je leta 1961 prvič prestopila šolski prag. Začetki osnovne šole in mojega učenja v življenju so se začeli na Tončki Čeč v Trbovljah. Šola je bila povsem nova, spominjam se razredov velikih učilnic, velike telovadnice,
Spominjam se prijaznih učiteljev, ki so me spremljali vsa leta. Torej, šola mi je bila kot starši, učitelj v življenju. S pomočjo učiteljev v osnovni šoli sem dosegel nadaljne uspehe v srednjem izobraževanju in na fakulteti. In posneje se je ta moja znanja in izkušnje, ki sem jih pridobil in popotnico za življenje, so se odražale v mojem življenju vse do današnjih dni. V petek je bil še en pomemben dogodek, Svetovni dan čebel. Ta je nastal na pobudo slovenskih čebelarjev, sprejeli pa so ga Združeni narodi. Ta dan se je zvrstilo veliko dogodkov, katerim so se s posebnim zanimanjem pridružili mladi, ki že stopajo po poti njihovih dedkov in očetov in si nabirajo prve čebelarske veščine. Dan čebel smo obeležili tudi mi, tako da si boste lahko v kmetijskem mozaiku, ki bo premierno v četrtek, ogledali prispevek o čebelarju Janiju Hostniku. Vprašali smo ga tudi, kaj si obetajo od letošnje letine. Letošnja sezona kaže nekako dobro. Seveda ne moremo reči, da bo zagotovo dobra, ker vreme in vse te podnebne spremembe to nas hitro lahko pride kakšna suša, ekstremna ali karkoli. Zaenkrat je bil do zdaj letošnje leto zelo ugodno, ker je nekako zima je dolgo vztrajala, sicer ne ekstremno mrzla, ampak skozi je vztrajala in celo pomlad, tako da je bil razvoj rastlin zelo tako počasen in ne tako kot prejšnja leta, ko je bil že januarja, februarja visoke temperature in je narava kar izbruhnila. Potem so pa prišle v aprilu zmrzali in je vso rastlinje in sadje pomrznilo in posledično tudi seveda cvetenje. In zato kar nekaj let zdaj ni bilo praktično nič dobrih plaž. Za letos kaže do zdaj odlično in tudi pani se lepo polnijo. Zdaj le nabirajo cvetlični med, ki ga že kar nekaj let nisem točil, tako da upajmo na najboljše. No. V knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje je trenutno na ogled razstava Helmuta Maurerja z naslovom Steklarstvo v Zagorju. Avtor je povedal, da je leta 1912-1913 takrat samostojno zagorsko steklarsko podjetje prevzelo podjetje Abel in je vključilo v svoj katalog. Leta 1921 je podjetje pod svoje okrilje prevzela tudi zagrebško steklaro, ki je potem prevzela vodilno vlogo v koncernu Abel in tako je zagorska steklarna delovala do leta 1928, ko je bila zaradi stavke in posledično gospodarske krize razpuščena. Vodilni steklarji iz zagorske steklarne pa so potem prevzeli vodilne vloge v največjih steklarnah v Evropi, med drugim tudi v steklarni Rogaška in Hrastnik. Več pa direktor knjižnice. Ja, res je. Gospod Helmut Maurer je to razstavo pripeljal tudi v Zagorje, sploh zaradi tega, ker imamo že več kot 200-letno tradicijo. Leta 1804. leta smo v Zagorju pridobili prvo steklarno in takrat je zaradi ta steklarna bila tukaj zaradi živega srebra in to je bila embalaža, steklena embalaža izdelana v Zagorju. Kaj vse pa je razstavljeno tukaj? Tukaj je razstavljen katalog izdelkov, ki so jih izdelovali v Zagorju. Seveda ta katalog je bil izdelan tudi na drugih področjih in so podobne izdelke izdelovali, ampak v tistem prvem času so ti izdelki bili, steklo izdelano s pomočjo premoga, ampak v tem steklu se je pojavljalo veliko nečistoč. Dokdaj je razstava na ogled? Ta razstava je na ogled do konca meseca maja, tako da vabljeni v knjižnico Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi. V Zagorski galeriji Medija so odprli zanimivo slikarsko razstavo. Gre za portrete avtorja Tadeja Žugmana, ki je nedvomno posebno zanimiv slikarski umetnik. V Sloveniji jih ni veliko, ki bi se slikarstva oziroma umetnosti nasploh lotevali na njegov način. Tadej Žugman slikarstvo namreč kombinira z arhitekturo. Ena izmed mojih najlepših slik, ki sem jih do zdaj ustvaril, je portret mojih staršev. Želel sem ob njuni 60-letnici se na nek način zahvaliti za vse dobro,
na en skromen način, lahko rečem, in res mi je ratal v nekem trenutku, enkratnem, neponovljivem, da sem jih dobil takole, da sta se usedla in fotografirala za to portretno fotografijo. Ta slika ima res veliko simboliko. Na tej sliki je mama izredno ponosna. Oče pa je tisti, ki gleda, ki jo opazuje. Na tej sliki lahko rečem, da je tudi prava relikvija, ker na to sliko sem dal tudi lase. Ta slika ni samo hiperrealizem, ta slika je nanorealizem z lasmi mame in z lasmi očeta. In ta kot relikvija bo šla iz roda v rod. To bo rodbinska dediščina. Korona kriza, ki smo ji bili priča v zadnjih 2 letih, je v veliki meri zavrla delovanje različnih institucij. No, nekatere so kljub temu skušale izvajati začrtane programe in med njimi je tudi Mestni muzej Litija. Ta je v lanskem letu dosegel nekaj lepih uspehov, na kar so seveda izjemno ponosni. Z njimi pa jasno kažejo, da imajo začrtano pot. Če začnem od konca, predstavili bomo, oziroma bo društvo Lila predstavilo tudi svojo razstavo. V bistvu gre za lansko njihovo letno razstavo. Njihova glavna tema je bila reka Sava in življenje ob reki Savi. Pripravili so likovno razstavo, ki je v naši predavalnici na ogled skupaj z njihovim katalogom. Sta pa za muzej bila v zadnjih 2 letih tudi 2 pomembna dogodka. Prvi je bil čisto na začetku leta 2020, kakšen mesec pred izbruhom epidemije. Uspel nam je namreč velik dogodek, vpis muzeja v razvid muzejev na Ministrstvu za kulturo, kar pomeni, da muzej zadostuje vsem strokovnim, prostorskim in varnostnim zahtevam, ki jih ministrstvo pogojuje oziroma zahteva. Druga zadeva je pa nagrada, stanovska nagrada Slovenskega muzejskega društva Valvazorjev nagelj za leto 2019 je še to za razstave v kleti našega muzeja, ki so nastale v okviru projekta Dediščina nas povezuje. Tako da, glede na to, da zadnje 2 leti tega nismo mogli obeležiti, zdaj priložnost in lepo vabljeni vsi obiskovalci k praznovanju našega muzeja in naših dosežkov in dogodkov. To pa je bilo vse, kar smo vam pripravili v torkovih novicah. Hvala za pozornost in nasvidenje.